Spoštovani in dragi prijatelji, smo pri naši oddaji Na robu znanega in vedno razkrivamo nekaj, kar ne poznamo. Danes imamo posebnega gosta, gospoda nadškofa Antona Stresa, ki se od sedaj naprej ukvarja z profesuro, zopet predavanji, in smo zelo veseli, da vas imamo tukaj. Pozdravljeni, gospod Stres. Lep pozdrav vam in vsem, ki naj poslušajo. Midva se bi pogovarjala, ko sva rekla o tej oddaji, o Komisiji Pravičnost in mir, ki je v okviru Škofovske slovenske konference. In vi ste dolgoletni, mislim, da ves čas edini tudi predsednik te komisije. Vas lahko vprašamo, ste vi tudi ustanovitelj od samega začetka ali je bila drugače ustanovljena z nekom drugim? Komisije Pravičnost in mir so obstajale po drugem Vatikanskem koncilu ali pa začele obstajati zelo pogosto v okviru škofovskih konferenc v Evropi. Takrat seveda še Slovenija ni imela svoje lastne škofovske konference. Ampak, se veste, razvoj v Sloveniji je šel svojo pot. Slovenija se je v tistih letih po letu 80, 85 začela demokratizirati, bolj kot druge takratne jugoslovanske republike. In v okviru Jugoslovanske škofovske konference je slovenska pokrajinska škofovska konferenca imela neko relativno samostojnost. Slovenski škofi, ki so bili takrat samo trije, se pravi Ljubljana, Maribor, Koper, so imeli svojo liturgično komisijo, ki pa slovenščina svoj jezik, pa tudi nekaj glede kateheze, na teh področjih so bili samostojni. Jugoslovanska škofovska konferenca ni ustanovila svoje lastne komisije Pravičnost in mir. To je bilo po koncilu, potem po Janezu Pavlu II. Se spomnite, Janez Pavel II. Je prihajal iz Poljske, je bil zelo dovzeten za problematiko človekovih pravic v komunističnih državah in je zelo podpiral taka prizadevanja katoliške cerkve, da bi se katoliška cerkva vključila v demokratizacijo bivših komunističnih, a pa takrat še komunističnih držav. Ampak nekako v Jugoslaviji ni bilo nekega pravega posluha za to, medtem ko je pa ljubljanski nadškof kot predsednik slovenske pokrajinske škofovske konference, pa tudi zaradi svojih izkušenj, ki jih je imel v Švici, in je v Švici tudi poznal nekatere vodilne ljudi tamkajšnje komisije škofovske konference, Komisije Pravičnost in mir, prišel na idejo, da bi v okviru te slovenske pokrajinske škofovske konference ustanovili eno tako lokalno, regionalno Komisijo Pravičnost in mir, in tako je potem leta 1985 mene prosil, pač mene imenoval, pa gospoda Štoheca in gospoda Borota Košira, so bili prvi trije, ki smo takrat ustanovili, pač bili ustanovni člani te komisije, in tako je komisija začela delovati. Drugi, kot sem rekel, v Jugoslaviji pa tega niso imeli. In seveda mi tudi nismo mogli sodelovati z drugimi komisijami v Evropi, ker nismo bili na nacionalni ravni, ker smo bili samo regionalni. Ampak Šuštar je pač, nadškof Šuštar je poznal ljudi in so nas takrat začeli vabiti Švicarji, Francozi, Belgijci, tudi na njihove sestanke, ne sicer kot polnopravne člane, ampak kot opazovalce. Se pravi, pač eno tako formulo smo si izmislili, znašli, in tako smo potem dobili malo ideje, kaj sploh to je Komisija Pravičnost in mir, takrat je bilo to za nas nekaj novega. In tako se je potem počasi komisija začela postavljati na noge in začeli smo seveda z nekimi prvimi izjavami. Pa zanimivo, prva izjava je bila zelo nenavadna. Prva izjava leta 1985 se je nanašala na Jehovine priče.
In sicer zakaj? Ker so Jehovine priče odklanjale vojaško služenje, vojaščino v jugoslovanski ljudski armadi. Mi smo pa seveda zagovarjali ugovor vesti. In za njih bi pravzaprav ugovor vesti prišel prav. In ker so jih takrat nekaj pozaprli, pa tak naprej, smo mi to videli, da je to v nasprotju z človekovimi pravicami in smo se postavili v njihovo obrambo. Se pravi, čist nekaj nepričakovanega. No in potem seveda postali smo malo bolj tako glasni v času osamosvajanja, v času procesa proti četverici in potem v naslednjih letih pa je potem res komisija postopoma postala glasnik družbenega nauka katoliške cerkve ali pa stališča katoliške cerkve do takratnih demokratičnih sprememb v slovenski družbi. No, potem počasi je seveda postala tudi z osamosvojitvijo Slovenska škofovska konferenca samostojna in smo potem tudi mi dobili potem status ene nacionalne komisije in je pač ta stvar potem šla svojo pot naprej. Torej, Komisija Pravičnost in mir se občasno oglaša. In kot vidim tukaj iz tega seznama, tako 4 do 5, 6, mislim, da je enkrat celo 3 izjave na leto date, ki so stališče katoliške cerkve v Sloveniji glede na aktualna vprašanja. Torej, vi se ne spuščate kot komisija v politična vprašanja, ampak v vprašanja pravičnosti in morale, če prav razumem. Natanko tako, družbene morale. To se pravi, mi imamo pravzaprav, lahko rečem, 2 cilja. Eden cilj je v družbi pomagati katoličanom, da se seznanijo z stališčem, ki izhajajo, ali pa so stališči, ki izhajajo iz katoliškega družbenega nauka, glede nekaterih aktualnih vprašanj. Recimo, vprašanje evtanazije, vprašanje ugovora vesti, vprašanje spoštovanja človekovih pravic, pravne države, neodvisnosti sodstva. Skratka, vse te stvari, ki so povezane z spoštovanjem človekovih pravic. Predvsem pod Janezom Pavlom II. Svetim je cerkev zavzela zelo odločno stališče v obrambo človekovih pravic, ker gre za vprašanje človekovega dostojanstva in ker je teorija o človekovih pravicah pravzaprav teorija, ki nasprotuje vsakemu totalitarizmu, vsaki diktaturi, vsaki strahovladi, ki zagovarja torej svobodo, med drugim tudi seveda versko svobodo, in je to res ena teorija, ena ideologija, če hočete, ena ideja, ki gre v obrambo človekovega dostojanstva ljudi in njihove svobode, kamor sodi tudi verska svoboda, svoboda do lastnih šol, do svobodnega bogoslužja, skratka vsega tega, kar je povezano z versko svobodo. In da bi katoličani v neki družbi tudi znali včasih vedeti, kaj pa cerkev misli, oziroma kakšno bi pa bilo naše stališče kot kristjanov, kot katoličanov, da ne bo vsak po svoje nekaj razmišljal, pa se trudil, pa iskal, pa brskal, da res damo katoličanom neke iztočnice, neke ideje, ki so v skladu z družbenim naukom cerkve in ki bi torej tem katoličanom pomagali v njihovih konkretnih obrambi, zavzemanju tam, kjerkoli so. Orientaciji tudi. Orientaciji, ja, da znajo zastopati. To je stališče. Seveda s tem je tudi povezano, da katoličani na splošno poznajo družbeni nauk cerkve. To je en cilj, en namen. Drug namen pa je seveda tudi vplivati na širše javno mnenje, da bi tudi javno mnenje reklo, dobro, cerkev vendarle ni, kdor si bodi, ne? Cerkev je vendarle ustanova, ki je tukaj že 2000 let, ki ima toliko in toliko svojih članov
in njihovo stališče nekako ne moremo ignorirati. Ne? In zato pač, kakšno je njihovo stališče, da tukaj tudi za širšo javnost predstavimo svoja stališča. Je pa zelo zanimivo, kako se je javnost, zapravi necerkvena javnost, odzivala. V prvem obdobju, recimo tamle po letu 85, tako je 86, ko smo bili še nekaj novega, kaj pa zdaj pa naenkrat, pa cerkev posega v javna vprašanja, pa tak naprej, ne, so bili presenečeni in so seveda bolj ali manj sprejemali naša stališča in jih potem tudi obravnavali. Običajno so časopisi povedali, komisija je izdala to in to izjavo, v njej piše to in to. Potem so se tudi kmalu pojavili kakšni kritiki, pa zavračali, polemizirali z nami, ampak so nam prisluhnili, zdaj če tudi kritično, ampak so prisluhnili. Zanimivo pa je, da v zadnjih letih, ko se tudi vsi čutimo, da je javno mnenje veliko bolj sovražno in veliko bolj nestrpno do cerkve, kakor je bilo včasih v komunističnih časih, so pa zavzeli drugo taktiko. Nas pa ni. Se pravi, nas ignorirajo in recimo naše izjave sploh ne prodrejo nikoli zadnja leta, nas ne citirajo, nas ne navajajo, kaj šele, da bi nas recimo povabili v kakšno oddajo na radiju ali televiziji, kjer bi recimo kasneje tudi nas napadli ali pa bi recimo rekli, no, zdaj pa vi pravite to in to, kako bi to zagovarjali, skratka, da bi odprli neki dialog z nami. Ne, nas ni. Nas ignorirajo, nas zamolčujejo, kar je seveda z njihove strani zelo, bi lahko rekel, pretkano, ne? Kajti prej, dokler so z nami polemizirali, smo bili aktualni, ne? Smo bili tam in tudi nekdo, ki niti ni vedel za nas prej, je lahko preko tega zvedel in če ga je stvar zanimala, je lahko šel iskat in se seznanil s tem, kar smo rekli. Zdaj pa pravzaprav mi ne obstajamo, nas ni, zato da tudi tisti, ki bi ga zanimalo, ne ve, da je Komisija Pravičnost in mir recimo nekaj o neki stvari rekla. Ob tem vašem razlaganju kot bivši župnik vidim en problem. Namreč vse te izjave se v cerkvi, vaše komisije, se v cerkvi zelo, bi rekel, neresno jemljajo. In sicer v današnjem času je mogoče, seveda je to namensko, pustiti ljudi v nevednosti in jim dajati samo to, da so oni potem lažje vodljivi, da se jih lahko napelje na svoj mlin in da ostanejo neumni, po domače povedano, in neinformirani. Ampak tudi mi v cerkvi, tudi pri mašah ne beremo vaših izjav. Mislim, da bi nujno bilo to, kar ste rekli, da bi vse katoličani imeli en širši pogled v družbeni nauk cerkve, ki se dotika sploh našega splošnega življenja, pravic in tako naprej, in potem drugič, da bi dobesedno pri mašah, ker tam so naši katoličani, kot prvo mesto, tudi razlagali in komentirali izjave Pravičnost in mir. Tako bili naši katoličani z prve roke od domačega župnika informirani o tem in bi lahko o tem tudi izvedeli in potem mogoče še kakšno dodatno informacijo, drugače se pa to ne sliši, razen tiste nekaj malega, izjava Pravičnost in mir, so se Radio Ognjišče mogoče, ne, so se izjasnili ali pa nekaj vas komentira in to je seveda namensko, da držiš ljudi še bolj v nevednosti, da se ne orientirajo, da ne vedo, kaj bi naj bilo prav, kakšne pravice imajo in tako naprej. Torej, tu se mi zdi ta aktualizacija bi bila nujna. No, to je vprašanje seveda vsakega pastoralnega delavca osebno, kako se do teh stvari opredeljuje. Je pa res, da v sedanjem položaju, v kakršnem smo in ki ni primerljiv s tistim, ki je bil leta 85 pa 90, danes imajo ljudje na voljo
spletno stran Slovenske škofovske konference, kjer je tudi spletna stran posebna komisija Pravičnost in mir. Poleg tega, torej, ko ste že omenili Radio Ognjišče, o teh stvareh redno poroča in mislim, da naše objave, naše izjave tudi kar podrobno posredujejo, tudi s komentarji. In pa seveda drugi naši časopisi, v glavnem Družina in podobno, storijo, da tisti, ki se hoče pozanimati ali pa ki ga te stvari zanimajo, lahko zve, kaj je stališče Komisije Pravičnost in mir in pa tudi kakšni so razlogi, s katerimi nastopa. Moji odmevi, ki jih imam s terena, niso narobe, pa niso šibki, niso zanemarljivi. Marsikdo je vesel, da nekaj sliši ali pa recimo reče, no to je bilo pa dobro povedano, ker je čisto gotovo, da v sedanjem stanju ljudje, predvsem naši ljudje, verniki, nimajo na voljo, lahko rečemo, razlogov ali pa razmišljanj, ki bi jih potrjevala ali pa utrjevala in pokazali ti razlogi, da so stališča katoliške cerkve pravilna in se dajo zelo lepo in prepričljivo in razumno utemeljevati. Mnogi naši verniki čutijo sicer po nekem čutu, po neki intuiciji, kaj je prav pa kaj ni prav, ampak to ni dovolj, morajo razumeti tudi razloge, tudi malo poglobljeno utemeljitev. To pa običajno lahko dobijo v teh izjavah in moram reči, da moji odmevi, ki jih dobivam z terena, so takšni, da nam dokazujejo, da je smiselno to delo še naprej. Smiselno je vsekakor to delo, ampak tako po moje, recimo 90% katoličanov, ki hodi k svetim mašam, naprimer, ne pozna osnove, kaj je to sploh demokracija, torej kako funkcionira, kako mora biti ločeno sodstvo, vojska, policija od politike, da ne sme biti teh povezav, in pa potem tudi osnovne usmeritve, bi rekel, tudi za volitve gre posameznih strank. Se pravi, katera stranka kaj zagovarja, kaj cerkev zagovarja, kako druga stranka zagovarja. In oni potem grejo recimo na volitve, zato ker je tak lušen, ker je ona tak simpatična, ker ga, ne vem, Pop TV in pa RTV ga stalno imajo gor na televiziji. Torej, mi moramo graditi pametne ljudi, ki tudi vejo, poznajo svoje pravice, poznajo se, da se gibljajo v tem, recimo, nekem demokratičnem zaenkrat svetu, kot kakšne ribe v vodi, da bodo vedeli, zakaj se gre, po noči, po dnevi. Natanko tako. Torej, politična kultura, to se pravi neke vrste, da ljudje vedo, kaj je to država, zakaj imamo državo, da je država nekaj dobrega, da država in politika ni nekaj pokvarjenega. Vse imaš tudi pokvarjene, vse so pokvarjeni, tudi zdravniki so pokvarjeni, profesori so pokvarjeni, pač vseh poklicih se lahko najde nekaj pač gnilih jabolk, tudi v cerkvi. In to ne more biti razlog zdaj za to, da bi zavrgli vse. In da je politika nekaj, kar je v bistvu dobrega in celo sedanji papež Frančišek pravi, da je politika celo najvišja oblika ljubezni do bližnjega. Namreč, če nekdo jemlje politiko kot odgovornost za skupno dobro in se trudi za dobre rešitve, ki bodo v korist ljudem, ja kaj pa hočete moralno vprašanje. In zato je treba na politiko gledati pozitivno, ne pa negativno. Čeprav so tudi negativni primeri, ampak niso samo negativni primeri. Obstaja tisti star latinski pregovor, ki pravi abusus non tolit usum, to se pravi zloraba ne pomeni, da je treba tudi pošteno, dobro rabo zavreči. In v tem je treba vzgajati. In ta politična kultura prav gotovo je pri nas zelo nizka. In tukaj je odgovornost na našem šolskem sistemu, ker tudi ne vzgajajo v pravih demokratičnih vrednotah in podobno. To je
gotovo zelo res. Žal naši verniki tudi temu nasedajo. Imate veliko naših vernikov, ki hodijo v cerkev in ki so zelo iskreni, dobri, vestni verniki, ki pa enostavno še vedno živijo v tistem starem komunističnem prepričanju, ki so nam ga komunisti vtepali v glavo, da se pač za nas, za cerkev, za vernike, za njih ni politika, oni so politiko nimajo kaj vtikati. Ne gre za to, da bi se vtikali v politiko iz nekih sebičnih namenov, ampak gre za to, da delamo za skupno dobro in to je naša moralna dolžnost, to je zahteva naše ljubezni do bližnjega. Ponavljam misel papeža Frančiška. Politika je najvišja oblika ljubezni do bližnjega. Če pa hočem dobro pomagati bližnjemu, pa moram vedeti, katera stranka kaj ponuja in kaj pomeni, če bo imel vajeti vlade v rokah ta človek, pa ta stranka, ali pa če bo imel ta človek, pa ta stranka in da temu primerno volim in se temu primerno potem tudi angažiram. To je naš namen. Tukaj gotovo, da katoličani zaostajamo v tej naši zavesti, ker so nas v preteklosti skoraj da uspeli prepričati, da to ni za nas. To ni za farje, to ni za duhovnike, to ni za cerkev, to je za nas, ki smo, mi pa smo seveda nepristranski in podobno. Te predsodke je treba premagati, to je zelo težko in dolgotrajen proces, ampak je treba na tem delovati in ne se bati včasih tudi kakšno pikro slišati na ta račun, ker pač seveda nekomu ni všeč, če se mi vmešavamo, oziroma če mi povemo svoje, ker ne bomo povedali tako, kot ona rad sliši. Recimo, zelo zanimivo. Če katoliška cerkev, če Komisija pravičnost in mir, recimo reče nekaj, kar ni všeč trenutni levi vladi, bo takoj preletel očitek, cerkev se vtika v politiko. Če pa ista cerkev reče nekaj, kar je njim všeč, kar je njim voda na mlin, takrat se pa nič ne vtika v politiko. Ja, krasno, pametni so, razumni so, razume in tako naprej. Takrat je pa vse ok, pa se ravno tako vtikajo v politiko, kot prvič. Ampak, če jim ni všeč, potem se vtikaš v politiko, če pa si jim všeč, takrat si pa seveda deležna aplavza. No, vsekakor moramo poudariti, da Komisija pravičnost in mir se ne vpleta politiko na takšen način kot politične stranke, ampak samo iz moralnega, pravičnega vprašanja in pa vprašanja informiranosti vernikov. Ker gledam tu vaše izjave, recimo zadnja izjava o varnosti državljanov. Pač to ni kakšna politična, mislim, v tem smislu direktno pristranska politična tema, da bi pristopil na eno politično stran ali na drugo politično stran. Ampak gre za enostavno, kako država funkcionira in kaj je država dolžna zagotoviti. Recimo, potem imate dalje izjava pred volitvami. Torej ne gre za, da bi se postavili na eno ali pa na drugo politično stran, ampak da je to neke odgovorno življenje, ki ga je treba voliti, da volitve v demokraciji potrebno iti na volitve in povedati svoje mnenje, ki ga pač imaš. Proti nasilnemu končanju življenja. To ni neka politična vprašanja na levo ali na desno bi se postavil, direktno bi rekel, če tudi nekatere stranke zagovarjajo to, druga ono, ampak gre za neko moralno vprašanje, ki je že od začetka v stališču cerkve. Torej, potem imate to, država mora zaščititi svobodo izražanja. Ne moramo reči, da je zdaj to, da bi se postavil na levo ali pa na desno stran, ampak gre za tiste osnove pravice, da sploh v neki pravičnosti funkcioniramo. Če bi midva šla mogoče na zadnjo vašo izjavo, ki je bila pred parimi dnevi oziroma pač v mesecu juliju podana, konkretno 2.7. o varnosti državljanov. Ja, gre za to, da smo zdaj prejšnji teden obhajali, oziroma pred par dnevi, pred par tedni, obhajali dan državnosti in je to en taka priložnost, ko vsi slavimo in se veselimo svoje države, da se spomnimo tudi, kaj to država je, da smo seveda veseli in hvaležni, da jo imamo, hkrati pa tudi, da vemo, kakšna mora biti ta država, da bomo lahko še bolj veseli, pa še bolj hvaležni, da jo imamo. No in so nekatere, gotovo nekatera odprta vprašanja,
na katera je treba biti pozoren in tudi stvari postaviti na pravo mesto, ker je veliko krat v javnem mnenju, med javnimi glasili veliko polresnic ali pa nepravilnega obveščanja in napačnega usmerjanja ljudi. Namreč država je tukaj zato, da skrbi za pravičnost, da skrbi za to, da v državi zmagajo tistim, ali pa zmagujejo tistim, ki imajo prav, ne pa tisti, ki so močnejši. Gre samo za to vprašanje, ali bo pri nas vladal zakon džungle, kjer zmaguje tisti, ki je močnejši, ali pa je to država med razumnimi ljudmi, kjer vlada tisti, a pa prevlada tisti, ki ima bolj prav, bolj razumno prav, se tudi bolj pravično. In državo imamo zato, da ne vlada nasilje, močnejši nad nami, ampak da ljudje lahko živijo v varnosti. In zato ima država skrbi za varnost pred zunanjimi sovražniki, zato ima vojsko, in skrbi za varnost doma, med državljani samimi, da nepridipravi ne prevladujejo in ne ogrožajo državljanov, da lahko ljudje se mirno sprehajajo, da ni terorističnih akcij, da lahko greš, pa da te ni treba biti pretirano strah, da te bo tam za nekim vogalom pričakala 2 ali pa 3 lopova in te okradla in oropala vsega, kar imaš na sebi, kot se to dogaja v nekaterih državah po svetu. To je interes, to je splošni interes in zato država je. In država tudi pobira davke za to, da lahko od ljudi denar, da lahko to zagotavlja. Torej država je to dolžna zagotavljati in sedaj, ko ta migrantska kriza pri nas traja, je nedopustno, da v nekaterih področjih, predvsem ob južni meji, naše države, ljudje niso več varni pred temi prišleki, ki pridejo nezakonito, protizakonito v državo in ogrožajo tudi naše državljane. Država je dolžna poskrbeti za varnost državljanov tudi na tistih področjih in to je recimo en tak opomin, ena taka spodbuda, tudi ena taka podpora, če hočete, tistim državljanom tam, ki zaradi tega trpijo in živijo v strahu in niso gotovi, da se jim ne bo kaj zgodilo ali pa da ne bodo okradeni ali oropani ali kakorkoli že čez noče kakokoli. To je gotovo eno tako področje. Drugo področje, ki smo se ga dotaknili, zopet, se to ni prvič, je ta dejansko zelo, zelo sramotna zadeva katoliških šol, predvsem osnovnih šol, ki bi jih po odločbi Ustavnega sodišča morala država financirati tako, kot financira druge osnovne šole. Zakaj? Zato, ker je osnovno šolsko izobraževanje je obvezno. In zato, ker je obvezno, država to obveznost jamči tako, da osnovno šolsko izobraževanje ona financira. In zdaj je pri tem popolnoma vseeno, ali to osnovnošolsko izobraževanje izvaja država sama, ali pa izvaja nekdo drug, ker je po naši ustavi izobraževanje svobodno. Kar pomeni, da nima država nobenega monopola, pravice do nobenega monopola, da lahko izvaja izobraževanje kdorkoli hoče, pod pogojem seveda, da izvaja kvalitetno, to pa pomeni, da izvaja programe, ki so odobreni za vse šole. In to naše katoliške šole izvajajo in je bilo seveda neustavno, v nasprotju z ustavo, z enakopravnostjo vseh, da starši, ki pošiljajo otroke v katoliške šole ali pa v zasebne šole, do česar imajo ustavno pravico, da morajo zdaj še nekaj več plačati, kako pa drugi. In to je Ustavno sodišče odpravilo in naša država, ki bi morala biti pravna država, to pomeni, ki bi morala državljanom dati zgled, vlada bi morala državljanom dati zgled, da se je treba odločbe sodišča spoštovati. Ta ista država odločb svojega lastnega sodišča, Ustavnega sodišča, ne spoštuje, ampak prezira, se posmehuje že 4-5 leto.
In za na koncu so pa iznašli neko rešitev, ki je še slabša, kot je bila prejšnja, proti kateri je ustavno sodišče protestiralo, se pravi, da se dejansko norčujejo iz ustavnega sodišča. To pa je absolutno nesprejemljivo in to je v nasprotju z abecedo demokracije in pravne države in je to sramota. To je sramota za tiste stranke, ki to podpirajo. To je nekaj, če bi naši državljani imeli malo politične kulture, bi na naslednjih volitvah stranka, ki to podpira, ki to politiko vodi, morala izpasti iz parlamenta, ker ne spada v parlament, ker ruši temelje pravne države. In se to dejansko ne zgodi, zato ker ljudje niso dovolj ozaveščeni. Na to smo skušali tukaj upozoriti. In tretja pa je seveda spolne zlorabe, tudi v cerkvi. To so tri različne izjave, so to. To so tri različne, to ni vse v tej zadnji izjavi, ne? O varnosti državljanov tudi. Tudi, to je prva točka, druga točka je ta, preko vprašanje šolstva in tretja točka je na kratko, to, da pač seveda velja pravilo, dokler nekdo ni, in to velja tudi, to je napisano v ustavi, to nismo si mislili, to je napisano v mednarodnih dokumentih. Nekdo je nedolžen, tako dolgo, dokler ni pravno močno obsojen. In dokler ni pravno močno obsojen, ga ti ne moreš po časopisih soditi, ampak moraš počakati, da o tem izreče svojo sodbo tisti, ki je zelo pristojen, to pa so sodišča. In tisto, kar je tudi varuh človekovih pravic, čisto jasno rekel, da je proti medijskemu sojenju. Zakaj gre? Imamo sodišča in sodišča so kvalificirana zato, da povedo, ali je nekaj zločin, ali ni zločin, ali je kaznivo, ali ni kaznivo, ali je zakonito, ali ni zakonito, ali je proti zakonu, skratka. Zato so sodišča. In te vloge ne morejo vzeti nase mediji, časopisi. Oni ne morejo. Oni lahko šele potem pozneje, ko so sodišča svoje stvari povedala, pač to sporočijo, ali pa o tem govorijo. Ne pa prej. Pa druga stvar je, sodišče mora delovati nepristransko. Objektivno, se pravi, ne sme biti pod pritiskom. Če pa zdajle, recimo, vsi časopisi nekega človeka napadajo, ga razglašajo že vnaprej za krivega določenih dejanj, ki še sploh niso raziskana. Potem s tem seveda vršijo pritisk na sodnike, ki bodo jutri o tem odločali in si sodniki ne bodo upali odločiti drugače, ali pa bodo imeli večje težave, odločiti drugače, kakor je pa že uveljavljeno v javnem mnenju po zaslugi javnih glasil. Zato je pa nesprejemljivo, ker potem je nasprotju z neodvisnostjo sodišč. Zato je to absolutno nesprejemljivo, to, kar se pri nas dogaja, da so pravzaprav časopisi, glavnem časopisi, pa druga javna glasila, sodišča, so praktično sodišča in dejansko že obsojajo, že izrekajo sodbe, ko dejansko prave sodbe še sploh ni bilo izrečene in s tem že vnaprej silijo sodnike, kako morajo presoditi v tisti zadevi, ko še sploh do tiste sodbe ni prišlo. In to je seveda absolutno nesprejemljivo in je nasprotju z poštenim sojenjem, z zahtevo po neodvisnosti sodišč. To so bile vse tri točke prve, zadnje izjave. Ja, zanimivo. Zato, ker ste že imeli prej, vidim tu, za zaščito enakopravnega položaja otrok v zasebnih šolah. Ja, to smo že pa več, to smo že prejšnjih izjavah, ampak ker ta stvar se še vleče naprej, oziroma takrat niti ni bilo še v prejšnjih izjavah, ko so bile, niti še ni bilo nobenega vladnega predloga, vlada enostavno se ubirala, pa nič ni naredila. Zdaj se je seveda zmigala, ampak je dala ven takšen predlog, ki dejansko poslabšuje, ki je torej še slabši, ki je dejansko norčevanje, poudarjam, norčevanje iz ustavnega sodišča in norčevanje iz staršev otrok, ki jih pošiljajo v zasebne šole. In kaznovanje. Začela sva tam o demokraciji, kako funkcionira in stara stvar je to, da če ti dobiš pod svoj vpliv medije, potem ljudje slišijo samo eno stran. Tudi pri nas, naprimer, pa tudi v Ameriki je CNN tista glavna, naprimer, televizijska informacijska postaja,
Fox News, ki pa je na nek način nasprotnikov, od republikancev pa se ne sliši ali pa ne vidi. Tudi pri nas v Sloveniji, naprimer, samo CNN imamo, ki je bolj demokrati so to, oziroma levičarska politična opcija, druge stvari pa ne slišimo. Seveda danes veliko vemo, da naprimer tudi mediji so vsi glavni mediji, televizijski mediji v Sloveniji, pa drugi časopisni so več ali manj politično na eni strani. Imamo zdaj Novo 24 TV, o kateri ne bi komentiral, ampak vsekakor zastopajo neko drugo stališče, vse poskušajo in so absolutno v manjšini. Potem druga stvar je, če si ti podrediš sodstvo. Sedaj vemo, da pri nas v Sloveniji ljudje ne zaupajo sodstvu in niso zaupali. Seveda, šele takrat, če bi to sodstvo, če bi recimo pravično dosodilo, potem bi lahko govorili tudi o tem obsojenju v medijih, ampak to je zdaj vse skupaj, bi rekel, lahko stoji v neki državi na robe temeljih. In potem dejansko spet vlada sila, ki jo ti pridobiš s parlamentom in jo pridobiš za neko večino in potem lahko vse druge predloge enostavno povoziš in vladaš delno iz ozadja, delno preko teh strank, ki so preko medijev in drugih stvari pridobili si neko večinsko mnenje in večino v parlamentu. Tako da je zelo pomembno ravno to, da bi ravnali pravično, da bi se glas Komisije Pravičnost in mir tudi slišal, da ljudje tudi slišijo in dobijo druge informacije, da lahko razmišljajo sploh svojo glavo, ker drugače sploh niti ne moreš primerjati, niti razmišljati svojo glavo. Lahko pa rečemo, da je zdaj sigurno napad na medije svetovni, napad na cerkev preko medijev svetovni, ravno v teh spolnih zlorabah. Vemo, da je v Sloveniji 300 prijav, policijskih prijav spolnih zlorab na policiji prijavljenih, pa je nikjer ni v medijih. Cerkvene zadeve se pa že v medijih, predhodno smo rekla, že kar zaključujejo in obsojajo s polnimi imeni in slikami, medtem ko pa tisti, ki pa obsodi nekoga, niti ime ni povedano, niti je pokazano sliko. Pravi, nima pa nobenih dokazov. Pravi, to je očitna krivica, krivičnost današnje družbe, tudi slovenske. No, jaz mislim, da je stara komunistična oblast navidezno leta 89-90 se stopila, ne, to je tako eufemizem, se pravi blago povedano, zelo blago povedano, se stopila z oblasti, zato ker so se zavedli, da če imajo monopol v medijih, če imajo monopol v izobraževanju, se pravi v dveh ustanovah, ki perejo možgane državljanom, pa če še imajo sodstvo v svojih rokah, pa finančne inštitucije imajo oblast v svojih rokah in ne potrebujejo enopartijskega sistema, kot so ga imeli tem, lahko igrajo šov, lahko igrajo igro večpartijskega, večstrankarskega sistema, dejansko pa nimajo drugi od njih niti najmanjše šanse, da bi lahko z enakimi možnostmi kot oni se pojavili in konkurirali na tržnici nazorov ali pa na tržnici javnega mnenja. In to je naše stanje, je en videz demokracije in ta prispodoba o stricih iz ozadja drži in še kako drži. Če sem iskren, ker sam rad študiram te zarote, poskušam imeti en taki širši pogled na svet, mislim, da nikjer v svetu ni ravno take prave pravičnosti, niti v Ameriki, kjer ubijajo predsednika, pa nihče ne pride do tega, ali v Evropski skupnosti, zdaj ko vidimo, kako se zdaj naenkrat izbira namesto nekega demokratičnega, bi rekel, procesa, pride do izvolitve komisije, vodstva po neki dogovori. Kakšni dogovori so? Gre za demokracijo. In moje mnenje je, da pravzaprav nikjer ni popolne ali pa prave pravičnosti, da pa mi katoličani pravzaprav nimamo niti druge poti, kot da živimo z Bogom v neki pravičnosti, oziroma kako lahko mi si v tem svetu recimo pomagamo.
Torej, mi moramo ustrajati v boju za resnične vrednote, se pravi za pravo demokracijo, za pravo enakopravnost, za pravo medsebojno spoštovanje, ne glede na to, ali uspevamo ali ne, ali imamo že tako bi rekel kratkoročne uspehe ali ne, ker na koncu druge poti ni. Je pa res, da se je treba kot prvi korak prizadevati za tako imenovano pluralnost javnih medijev, ali pa javnih glasil. To, kar ste prej rekli, stari pregovor pravi, slišati je treba tudi drugo plat zvona in tega pri nas ni. To v drugih državah še vendarle je. V drugih državah imate vsaj bolj enakopravno porazdeljene javna medije ali pa javna glasila na take in drugačne. So nekako taki, da so približno enako močni in enako vplivni. In človek lahko ve, če vzamem ta časopis, če poslušam to televizijo, bom slišal osvetlitev ali pa lahko bral z te strani, tam bom pa z druge strani in si bom na koncu lahko jaz samo ustvaril mnenje, kdo izmed teh dveh ima bolj prav. Pri nas te možnosti ni, ker vsi pišejo enako, ker vse usmerja ena sama centrala. Tisti, ki pa so malo drugačni, so pa tako rekel obrobni, da nimajo enake teže, enake poslušanosti in tudi ne s tem enakega vpliva, kot ga imajo drugi. To je naša posebna situacija. Verjetno je za to kriva tudi naša majhnost. Ker v tako majhnem okolju, kot je 2-milijonski narod v Sloveniji, je veliko lažje imeti monopole, kako pa v nekem velikem narodu. Ker nam je pač teže obvladljivo. Če je majhno, je lažje obvladljivo. In pri nas je to lažje obvladljivo, to je tudi eden izmed razlogov, ni pa še nekako ne edini. Ampak prav gotovo, da je prva stvar, ki bi bilo treba še bolj podpirati, je raznovrstnost, raznolikost in dejansko medsebojna različnost, celo lahko rečemo nasprotnost, stališča ali pa strani in tudi enakovredno, enako kvalitetno, kvalitetne oddaje, kvalitetne časopise, kvalitetna od televizijske in radijske postaje, ki tudi lahko po tej plati konkurirajo med seboj, to je ena stvar, in druga stvar pa je pluralnost izobraževanja. In poglejte, v Sloveniji imamo eno peščico, to sploh ni primerljivo, to je 1%, 0,5%, 2%, pa glede na to, na katero raven se postavimo, ali vrtce, ali srednje šole, ali osnovne šole, to je tako zanemarljivo in še to je nekaterim odveč. To se pravi, niti tega majhnega alternativnega poganjka ne tolerirajo, tudi tega hočejo v kali zadušiti s to sedanjo uredbo, ki bi naj na videz, v resnici pa praktično izničila odločbo, ne samo izničila, še poslabšala stanje na področju zasebnih osnovnih šol gre tukaj. Tako da to so recimo boji za zelo elementarne, zelo osnovne človekove pravice, za res temelje demokracije v prihodnosti pri nas. Torej, Komisija Pravičnost in mir mora obstajati, ker je pravzaprav edini strokovni glas in postavljen glas v naši družbi, ki zagovarja stališča družbenega nauka cerkve in pa opozarja na pravičnosti v naši družbi in moralno razjasnjuje različna vprašanja, katerimi dilemami se soočamo. Ja, Komisija Pravičnost in mir je otrok drugega Vatikanskega koncila. Drugi Vatikanski koncil je odprl cerkev svetu. Drugi Vatikanski koncil je poudaril, da moramo biti katoličani dejavni tudi v politiki, tudi v družbenem življenju, v kulturi, povsod.
In zato moramo tudi vedeti, z kakšnih izhodišč izhajamo. Če ponavljamo, posnemamo druge, potem nas ni treba. Če nimamo svojega kaj dati, svojega kaj prispevati, potem seveda ne upravičujemo svoje navzočnosti in svoje dejavnosti. Tudi komisije pravičnosti in mir obstajajo v vseh evropskih državah, obstaja tudi Evropska komisija pravičnosti in mir, kjer sem bil tudi jaz nekaj časa celo podpredsednik. Torej, to je navzočnost v cerkvi, moderni cerkvi, še posebej v Evropski cerkvi, in jaz mislim, da gremo naprej. Torej, gospod Stres, najlepša hvala za vaš obisk. Našim gledalcem ste osvetlil vaše delo in nalogo komisije. Upamo za prihodnje, da bomo bolj radi poslušali, razmišljali o vaših izjavah vaše komisije in želimo vam kot Kristusovemu sodelavcu, da v Sloveniji še naredite veliko dobrega za ta naš ubogi in majhen slovenski, pa vendar dragoceni narod. Hvala lepa. Hvala tudi vam in vsem poslušalcem, ki so naj poslušali. Dragi gledalci, hvala vam za vašo pozornost. Veselimo se naših strokovnjakov na moralnem, etičnem, pa vsekakor tudi pravnem, pravičnem, o pravičnosti, etičnem vprašanjih in jih podpiramo. Torej, hvala lepa in vse dobro, Božji blagoslov, lahko noč in nasvidenje.